dragi moji, dobrodošli v novem videu in selitvenem vlogu številka 2. Če si gledala prvi del, si v bistvu lahko videla, da sva se preselila in v prvem delu smo predvsem postavljali stvari, praznile vreče, škatle in iskale kje manj kaj. Zdaj, ko sva se počasi selila, pa morava tudi kaj kupiti za jest, kaj za spit, nimava niti teh osnovnih stvari, kakor je, ne vem, kis, olje, česen, čebula. Tako da se zdaj odpravljamo v shopping, moja absolutno najljubša stvar, torej in food shopping in potem kasneje tudi malo gledati pohištvo, rada bi kupila v bistvu tudi nove krožnike, ker imamo tako lepo novo kuhinco, pa mogoče kakšen tak še pribor, skratka, sem si naredila kar en tak seznam, pa bomo šle lepo počas po njemu. Tako da, če te zanima selitveni vlog številka 2, predvsem nadaljevanje v selitve, potem glej video naprej. Evina, lepotilnica. Tale je najin. Takole sva začela z testeninami, oljem. Če vas zanima, vam magar potem, ko bova doma vse pokažem, pa naredimo malo pregled. Tukaj je pa eden izmed mojih najljubših kotičkov. Jaz obožujem olive. Vidim, da jih je že vzel. Dober me pozna. Mleko vzem pa eno za, če bo Anastasija še prišla za palačinke. Ena zanimivost, Drale ne pije kave, oziroma ful redko, ampak zmelje mi jo pa vedno on. Kako diši. Drale glih pije svež pomarančni sok, to vedno ponavadi vzemeva, kadar delava tak večji nakup, evo, tale voziček se že polne, pa sem se spomnila eno zanimivo z Maldivov. Zdaj, kaj mene ful preseneta, na začetku sva se parkrat usedla na pijačo v lokal in naročila, ne vem, svež ali pomarančni sok, ali ananasov, ali papajin in je bilo res ful sladko. In najprej sva to pripisovala pa sladkemu sadju. Pa sva pa čez čas pogruntala, da oni, pazi, naravne sokove cukrajo. In pol valjda, ko sva to ugotovila, sva vedno zahtevala no sugar, ker res dajo veliko cukra, enako s kavo. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why Pripravljava večerjo. V bistvu sem gledala zadnjič en recept, v bistvu najboljši piščansko s česnom čebulo. In kaj je bila posebnost, da je naredila tako naravno makico okrog piščanca z sojo, z medom, peteršilj, pa valjda začimbe pa česen. Tako da skušam zdaj nekaj tazga poustvariti. And you were my first one. Chisel all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, yeah. Or maybe we just... Če sva včeraj imela food shopping, imava danes pohištvo shopping. Prva stvar, ki jo iščem, je v bistvu tisko za perilo, s tem, da sem si zamislila, da bi rada imela lesenga. V bistvu bi rada popestrila spalnico, se mi zdi, da bo ful lepo izgledal. Evo, tukaj ima recimo bele, ampak jaz iščem kakšnega bolj takile barvi. Ja, kar dosti prostora. To v bistvu že kar ful lepa. Sva že v novi trgovini in iščeva pribor in krožnike, mogoče kakšne kozarčke. Jaz toliko uživam, jaz to toliko rada gledam. Lepo. Zložila sem zdajle tole prvo kombinacijo. Svetlo moder krožnik, bež manjši krožnik, pa skledica. Potem je tukaj druga kombinacija, sicer to, ne vem, nekako mi je preveč modro, je pa res, da tale temen les mi je ful všeč, mi nekako popestri. Ja, to bi sicer lahko vzela. Lahko bi te vzela.
Je pa pol varianta, da se globok krožnik zamenja za tako majhno posodico. Tale je podobna prvi kombinaciji, s tem, da imamo malo bolj oranžen krožnik. Tale temna modra v kombinaciji sivo mi je pa tudi všeč. Rale ogleduje nože, jaz sem se pa zaljubila v tole skledico, oba imava ful rada pregrizke. Zdaj tisti, ki se zelo spoznajo na vino, točno vejo, da je različen tip kozarca za različno vino. Evo, ta je recimo za rdečega. Imaš pa tukaj zelo podobnega, samo da je malenkost manjši. Je pa že za belo vino. Sam jaz zdaj študiram, da za doma nima smisla, da kompliciraš in vzemaš ene, ki so pač valjda za vse. Tako da ta oblika kozarca mi je ful všeč, sam za predstavo. Tlele pač je druga oblika, samo ne vem, so mi tisti bolj. Je pa res, da izbire ogromno. Imaš potem tudi tako, čeprav jaz nisem ljubiteljica potiska, saj za vino ne na kozarcih. Tale predvidevam, da je bolj šampanjc kozarc, tudi tale ni slab. Tamle so pa za martinije. Tada! Sva že doma, evo, in na hitro vam bom naredila en tak haul, jaz jih ful rada gledam in to je tak pohištveni kozarci, krožniki haul. Tam je takoj padla oči, nasplošno so mi zadnje čase ful všeč taki leseni izdelki, obožujem les, tok mi doda to toplino. Prej sem bila ful za belo, sivo kombinacijo, zdaj pa sem nekako ugotovila, da ok, sej to lepo, ampak mogoče za moj okus osebno mi les da neko tako dušo. Predstavljajte si tukaj kokice, čips, pa recimo smokje. Potem sva vzela kozarce za vino. Všeč mi je bila oblika kozarca. Tele sva vzela malenkost dražje, imeli so res kar nekaj izbire, se ste videle in ne vem, ti so mi ful lepi. Potem vse je v taki košari, tole bom imela za perilo, zato ker v tem stanovanju ni prav prostora za sušiti, oziroma imamo sušilnico posebej zgori v zgornjih nadstropjih. Tole sem pa tako vesela, da sva kupila, nisem bila ziher, a bova našla neke take krožnike, ki mi bojo všeč, ker kakor sem rekla, sem kar malo zbirčna, kar se tiče opremljanja stanovanja. Drage moje, tole z eno roko ne bo šlo, se opravičujem, takole vam bom mogla pokazati, se je v bistvu zelo nazorno. 3 različne barve, se pravi bež barva, taka turkizna modra in taka roskasta. Pol imamo tle isto še po 2 serije teh 3 različnih barv. Pol imamo take skledice za kakšne kosmiče, pa kozarčke. Tako da bom jaz to posebej razpakirala, če ne bo čist predolg trajal. Pa potem tole je bilo parale to takoj ful všeč, tole pa za juhico. Kupila sva še tole kuhalnico, ravno včeraj, ko sva delala kosilo, sva ugotovila, da sva nazadnje vse stran vrgla, tako da tale se lepo dopolne s tole najino leseno kuhno. Pa še tole za kakšno meso obračati. Midva se glih kar odpravljava na premiero filma Pes. Zadnjič, ko sva bila na premieri, oziroma ne, tisto ni bila premiera, ampak sva šla gledati film Marry Me, je bil ta trailerček od tega filma Pes. Tako da danes je premiera, počas sva se zrihtala, jaz sem si tam naredila še kavico, ker mi je ful zapasala, tako da ne vem, če ne bom kar prelila to go. In gremo na premiero. Tarinca. Marko. Ne sliš. Čakamo na začetek. Z leve, z vaše strani. Toni, imaš tudi ti kakšnega psa? Ja, imam, ja. Kaj pa imaš? Lovskega. Lovskega? Ok, kako pa to zgleda? Hota na lov, ali? Ja. Evo ga Miksa, dame in gospodje, dajmo še en tak podnežen aplauz za Miksa. Tako. Evo, urbani Miks gresta, zdaj pa ne gledata. Ok, Toni, zdaj pa premešaj. Veš kaj še narediti? Zdaj so škatle ful blic, da jih mečkam bolj narazen, tako, ok? Filma je konc, kako nam je bil všeč. Dober za pogled. A tlele v ta breg s petkami. Roko. Lušten film za pogled, sploh če imate radi kužke, vam bo všeč. Zdaj smo se pa odločili, da gremo še na eno after kino pijačko. Ne boste verjele, ampak Eva gre po 100 letih žurat. V bistvu
A sem bila nazadnje pred korono? Ne, bila sem nekaj vmes, ampak danes je prav tisto, da sem se oblekla, da že cel teden študiram, kaj bom oblekla in da vem, da gremo s puncami ven. V bistvu gremo pa tako, da gremo najprej na večerjo, pa čisto spontano, a bomo šle plesat, a bomo šle, ne vem, v kino, a bomo šle na sladico, čeprav po moje, glede na to, da gremo v nebo. To je zdaj trenutno najbolj trendy in hot lokal v Ljubljani, da bomo kar tam ostale, ker se potem naredi muska, pa tak šov naredi in potem se dansa. Oblečeno bom imela tole gorgeous zeleno oblekico. Ful zanimiv, da sem tak kroj oziroma tako barvo, isto svilnat material, nosila za svoj maturantski ples. Bom tukaj le dala slikco in tale me prav spominja na tisto. Tako da spodaj sem dala eno majčko, da ni preveč dekolteja, žabice in valjda petke. Prišel je en težko pričakovan paket, tako ogromen je. A uganeš, kaj se sicer skriva v tej veliki škatli? Ti povem? Now Yogi! Jej! Končno! Izbrala sva ležišče Air Plus Select. Predvsem je všeč, ker se trdota ležišča prilagodi od manj srednje do srednjo trde. Jaz recimo spim na boku, rada spim na hrbtu in valjda sva iskala nekaj, da ustreza obema. In to ležišče je namenjeno prav za različne spalne položaje. 3D prilagodljivost, 5 udobnih con, ki podpirajo različne dele telesa, medtem ko dvojno jedro omogoča izbiro med trdnejšo ali mehkejšo spalno površino. Dobro jutro! Pa je res dobro, ker sem se tako dobro naspala, ka že dolg ne. V bistvu fora pri nama je, da Rale spi na hrbtu. Jaz spim na boku in kadar se ali jaz ali on premakneva, obrneva, čutva in se potem zbudiva parkrat na noč in ravno to je bil razlog, da so se midva odločila zamenjati ležišče, ker ni šlo več tako, se veš, če se parkrat na noč zbudi, si zjutraj pač res ne prespan, posledično zoprn in sva iskala tisto the one ležišče in hej tole. Jaz sem prej poklicala Raleta, kako si spal, je rekel, ful dober, tako da jaz vam ne znam povedati, koliko sem zdajle happy, ker spimo skoraj tretjino lifea in v bistvu to so take stvari, ki so zelo pomembne, ampak vsi smo kar malo škrti, ne, vsi kar tako malo se bremzamo oziroma zelo redko kupujemo. In mogoče ti bo tale novička prišla še posebej prav, zakaj? Danes, 18. marca, je dan spanja, res na ključe in zato so pri Dormeju pripravili številne popuste do, pazi, minus 60%, tako na ležišča, kot na doložke, kot polštre. Mimogrede tudi polštre razmišljam, da bi zamenjala, ker sem ga menjala res že nekaj časa nazaj. In v bistvu, če samo pri sebi razmisliš, da si nazadnje zamenjala ali pač jogi, ali polšter, ali odejo, je verjetno že kar nekaj časa, ker vsi res šparamo pri teh stvarih, ampak dejansko je ful pomembno, ker smo vsak dan v stiku s tem in res vsak dan uporabljamo in se mi zdi, da tukaj ne bi smeli šparati oziroma ko vložimo, da res kupimo kvalitetno. In teli popustki mislim, da bojo prišli vsem prav, torej do minus 60%, s tem, da če porabiš kodo EVA10, pa dobiš še dodatnih 10% popusta, tako na njihovi spletni strani, kot tudi v fizični trgovini, se pravi, če bi rada šla sprobat, na blagajni poveš koda EVA10 in ti bojo tudi priznali. Spodaj vam pustim vse povezave, da pogledate, poklikate, akcija torej je omejena. Tako da še enkrat sama pri sebi razmislili, kdaj si nazadnje te stvari menjala, pa mogoče boš dobila odgovor, a je zdaj čas. Zdaj pa tako, jaz grem skuhat kosilo, imam v planu potem tudi nekaj za večerjo, vam pa želim en lep dan spanja. Rakci so pečeni, oziroma skoraj pečeni, tako da sem zdaj dodala rdečo papriko, por, česen, pa dodala bom še sojo. Tukaj se je tole že skuhal, tako da sam še malo se vpije vode. Takole pa zgleda to na krožniku, dodam še malo parmezana, drugače pa kozice, paprika, por, potem sem dodala česen, sojno omako, belo vino, peteršilj na koncu, celo še malo valjda soli, popra in imamo tako lahko in dokaj hitro večerjo.